Spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na redno mesečno predavanje Arhivu Republike Slovenije. Naša današnja predavateljica je dr. Piškovič, raziskovalka na Študijskem centru za narodno spravo. Njen fokus raziskovanja je predvsem vsakdanje življenje v času socializma, s poudarkom na mikrozgodovini, pogledom od spodaj, pogledom blizu. Na to temo je tudi doktorirala leta 2018 na Filozofski fakulteti v Ljubljani in zatem izdala tudi monografijo z naslovom Bili nekoč so lepi časi. Bili nekoč so lepi časi, vsakdanje življenje v Ljubljani in okolici v času socializma. V zadnjem času se ukvarja z raziskovanjem tudi kaznilic v času socializma in je tudi soavtorica monografije z naslovom Kazen neobsojenca preuzgoji. Tako. In ta monografija je šla v začetku letošnjega leta. Današnje predavanje pa posvečeno kaznilnici IK in verjamem, da bomo izvedeli veliko zanimivega o vsakdanjem življenju kaznjencev, kako so jih disciplinirali oziroma kako so tudi prozgali, ker od razsvetljenstva naprej osnovna ideja ta, da obdobje, ko je nekdo v zaporu, ni samo obdobje kaznovanja, tudi prilika, da se delikventa preuzgoji in ga pripravi na normalno življenje v družbi. Seveda o ideoloških oziroma nekih standardih, ki jih ima vsakokrat. Ne držim, nedolno bo današnje predavanje zelo zanimivo. Dr. Piškovič, izvolite, da se da vače. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za vabilo, da lahko tukaj predavam in za lepo predstavitev. Ko smo se z Liljano dogovarjali za temo predavanja, mi je rekla, da mora biti nekaj iz arhivskih virov, se pravi, da lahko predstavim tudi vire in zato sem se tudi odločila za to tematiko, ker iz vsega tega raziskovanja, s katerim sem se ukvarjala, je največ arhivskega gradiva iz te ustanove, iz Arhiva Republike Slovenije prav na to temo kazenskih ustanov in povezano s tem seveda Kazenskega zavoda na Igu. Jaz bom skušala čim bolj skozi vire to zgodbo predstaviti, zato na začetku tudi mogoče samo tisti glavni, ki sem jih uporabljala. Seveda sem na to zgodbo Kazenskega zavoda na Igu postala pozorna, ko sem raziskovala moje mikrookolje, se pravi vas Ig in okolica. In sicer zlasti je bilo tu pomembno gradivo, ki se je nanašalo na agrarno reformo. Kot bomo videli kasneje, je nastanek zavoda povezan s tem. Glavnina virov, ki sem jih uporabila, je pa Fond Republiški upravni organi in zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij v Sloveniji, specifično podfond MNZ. Kazenske ustanove so namreč po koncu druge svetovne vojne spadale pod Ministrstvo za notranje zadeve, ne kot pod Ministrstvo za pravosodje, kot je to sedaj, in to je bilo do leta 1967, zato sem vzela tudi tak obseg za predavanje. Tudi skozi to daljše časovno obdobje se mogoče vidi, kako so se kazenske razmere spreminjale, kakšno je bilo stanje takoj po koncu vojne in metode preuzgoje in potem v 60 letih, ko vidimo res večje spremembe. Malo sem si pomagala tudi s Fondom Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Zdaj od spominske literature je pa zelo malo stvari, ki se prav na Ig nanaša. Zlasti gre to za obdobje 54 do 56, ko je Ig samostojni kazenski zavod za moške. Takrat namreč pride kar nekaj intelektualcev, ki so pisali spomine, se pravi Ljubo Sirc, duhovnikov je ogromno, tle sem izpostavila Joška Kralja in Ljuba Marca, oni so potem tudi nekaj več o samih razmerah na Igu povedali. Predtem imamo manj podatkov o tem, kakšne so bile življenjske razmere, potem, ko pa pridejo ženske na Ig, pa spet ni dosti podatkov, ker je pač ta luknja zaradi tega nastane, ker ni bilo več intelektualcev zaprtih toliko in seveda tudi ni toliko spominov ostalo. Se pravi, Žanski grad pred drugo svetovno vojno, leta 18 ga kupita zakonca Palme, Josip in Antonija Palme od grofov Auerspergov. Kaj dosti o tem ni znano, jaz sem si majčkam pomagala z dokumenti iz fonda 1931, zakaj? Ker so
po drugi svetovni vojni spremljali sinova zakoncev Palme, ki sta emigrirala v Ameriko, in pa ohranjen je tudi en zapisnik, ki se nanaša prav na Josipa Palmeja in ga bremeni sodelovanja z okupatorjem, čeprav v bistvu v istem dokumentu govorijo, da je sodeloval tudi s partizani. Kaj točno se je z njim dogajalo med drugo svetovno vojno, jaz zaenkrat še nisem uspela ugotoviti, razen to, da se po kapitulaciji Italije umakne v Ljubljano. Sinova sta šla v Italijo, v bistvu eden je šel prostovoljno, zaradi tega, ker je študiral že pred vojno v Italiji, drugi je pa najprej bil interniran v Gonars in potem je pristal v organizaciji TOT, in oba sta potem preko Italije odšla v Ameriko po koncu druge svetovne vojne. Zdaj na samem Ižanskem gradu je nekaj časa bila domobranska postojanka in potem je bil grad požgan leta 1944, se poskusov je bilo več, ampak takrat je del gradu res zgorel. Zdaj po vojni Josip Palme ostane na Igu. Na Igu ostane tudi njegova sestra Marija, medtem ko se za njegovo ženo Antonijo zgubi sled, tako da verjetno je emigrirala tudi ona. Leta 1946, v času agrarne reforme, zakonca Palme sta zgubila vso zemljiško posestvo, ki je bilo, mislim, da tam okrog 300 hektarjev, veliko, se pravi, kot veleposestnika sta izgubila celotno premoženje. Ministrstvo za notranje zadeve je pa že pred odločba okrajne komisije je bila februarja 1946, ministrstvo že januarja zaprosi za izločitev nekaterih parcel za Kazensko-poboljševalni zavod Ljubljana. Kazenske ustanove so namreč se morale same vzdrževati deloma in so bile zato upravičene, da dobijo do 50 hektarjev zemlje iz agrarne reforme, in tudi KPZ Ljubljana dobi na ta način približno manj kot 50 hektarjev zemlje, da tam ustanovijo državno posestvo IK, oziroma kasneje se to preimenuje ekonomijo IK, to je bilo v bistvu kmetijsko posestvo, na katerem so delali obsojenci. Zdaj tukaj zraven je popis vsega hišnega inventarja, se pravi tako opreme kot živega in mrtvega inventarja, ki je tudi pripadal Kazenskemu zavodu v Ljubljani, zato da bi ta ekonomija oziroma državno posestvo bolje delovalo. Ne vem, koliko dobro se vidi, ampak je zelo natančno popisano, koliko kilogramov pšenice, krompirja, ves hišni inventar, vso vrtno orodje in oprema, kmetijski stroji, vse to je dobil Kazenski zavod. In hkrati za to odločbo je bil februarja 1946 na IK poslan inženir Stanko Dimnik, in sicer z nalogo, da pregleda grajsko poslopje in ugotovi, kaj se iz tega grajskega poslopja da narediti. Stanko Dimnik je bil ravno tako obsojenec, politični zapornik, to je tudi karton njegov oziroma izsek iz njegovega kartona, ki se nahaja v fondu 1267. On je bil že leta 1945 zaprt, kot vidimo, in potem sodba okrožnega sodišča v Ljubljani je bila iz leta 1946. V glavnem, on je dober mesec preživel na Igu in je pregledoval to grajsko poslopje in potem napiše eno tehnično poročilo. Zdaj, jaz ne vem, ali so to vse njegove besede ali mogoče imel nalogo, kaj mora napisati, to ni razvidno, ampak je pa zelo zanimivo, ker opisuje stanje, v katerem se je grajsko poslopje takrat nahajalo. In sicer je bil grad, kot sem omenila, požgan leta 1944 in zelo slabem stanju. Ohranjena je bila namreč le četrtina ostrešja in to je pomenilo, da je 2 leti bil grad izpostavljen vremenskim razmeram in vlaga in zmrzal sta uničevali tako zidovje kot omet in zrušilo se je že nekaj stropov. Dimnik tudi opisuje, da
je bila oprema pokradena, da je bilo tudi tla lesena in vse to uničeno. Uničena so bila tudi okna in vrata. Zanimivo je to, da v bistvu na koncu celo omenja več možnih rešitev za grad, poleg kazenskega zavoda se omenja še ljudski hotel, pa omenja se, mislim, da zavod za gluhoneme, čeprav je jasno, da je bil tja poslan z namenom, da se tam ustanovi kazenski zavod, ker je tudi v glavi tega dokumenta kazenski zavod v Mariboru, njegov zidarski obrat. Zanimivo je pa tudi to, mogoče se slabše vidi tukaj. Leta 1948 je bil potem Stanko Dimnik dodeljen na delo v Litostroju, tudi je sodeloval pri postavitvi Litostroja, drugače pa pred vojno je pa sodeloval kot statik pri gradnji ljubljanskega Nebotičnika. Tukaj sem samo za insert, to je Kazensko-poboljševalni zavod Ljubljana na Miklošičevi cesti. To na kratko samo omenim zato, ker je pač kazenski zavod ni bil na Igu, v bistvu bila je najprej ekonomija in potem še druge delavnice. To je delalo v sklopu Kazensko-poboljševalnega zavoda Ljubljana in to je bilo prvo delovišče, ki ga ima KPZ Ljubljana. Tole, če si predstavljate, je sodišče, stavba sodišča, ta križ zadaj je pa zapor. In po vojni se je zapor zelo hitro polnil in uprava se je trudila, da bi čim več teh obsojencev oziroma tudi pripornikov zaposlila izven stavbe, da bi zmanjšali ta pritisk na stavbo, pa tudi obsojenci so v bistvu pomenili kar en velik del te povojne obnove, sodelovali so pri vseh večjih gradnjah. Tukaj imamo eno krivuljo, kako se je gibalo število obsojencev v KPZ Ljubljana. V bistvu jih je bilo takoj, ko prevzame Ministrstvo za notranje zadeve kazenske ustanove, se pravi septembra 1945 jih je bilo skoraj 1200, zapor je bil zgrajen za 400 oseb, se pravi, da vemo, da je bilo to zelo prenatrpano, potem nekoliko pade in po letu 1948, se pravi, kar se upada z Informbirojem, kolektivizacijo kmetijstva, spet začne število obsojencev rasti. Zdaj moram se toliko pripomniti, da statistike obstajajo v teh poročilih, ki sem jih gledala, se pravi poročilih iz fonda 1267, ampak niso pa za vse obdobje enake. Najbolj natančne so za leto 1948, potem pa se začnejo te statistični podatki zmanjševati in imamo samo še kakšno je stanje na koncu leta. Zdaj na koncu leta je bilo ponavadi nižje stanje, zaradi tega, ker takrat je bil čas pomilostitev, med letom je pa to število nihalo gor in dol. Se pravi, prvi zaporniki po tem Dimnikovem poročilu pridejo tudi na Ižanski grad. Zdaj, jaz sem zasledila, da so zagotovo delali tam že januarja 1947, eno poročilo namreč navaja, da jih je 80 delalo pri obnovi gradu, lahko da so bili tam tudi že prej, nisem mogla najti nobenega podatka, ki bi to potrjeval. Je pa takrat tudi že obratovalo državno posestvo Ig pri Ljubljani, se pravi, da je del teh obsojencev moral tudi delati na tem kmetijskem posestvu. Ta najnujnejša dela, se pravi obnova strehe in druge zadeve, ki so jih naredili, je bila dokončana do konca leta 1947 in takrat se preseli na Ig še državno elektrokovinsko podjetje Motor, tako se je imenovalo. To je bilo v bistvu ravno tako podjetje, ki je delalo z obsojeniško delovno silo. Razvilo se je iz obrtnih delavnic, ki so že delovale na Miklošičevi pred tem in zdaj tam so v poročilu navaja, da so se s prostorsko stisko soočali in niso mogli v takem obsegu delati, kot bi želeli, zato so v ta namen tudi obnovili grad. In novembra 1947, se pravi, se preseli to podjetje skupaj z 264 zaposlenimi.
Sam za primerjavo, takrat ob koncu leta je bilo vseh obsojencev v zavodu 795. Se pravi, da je kar en velik del obsojencev odšel na Ig. Tukaj je pa zemljevid posestva, to je na griču Pungart, nad Igom je grad in to je bilo celotno posestvo, ki so ga dobili. Se pravi, tukaj piše situacijski načrt zemljišča elektrokovinskega podjetja Motor Ig pri Ljubljani. Tukaj sem vam dala samo par slik, sicer so iz leta 2000, ampak približno, da imate občutek, kako so grajsko poslopje obnovili, dvignili so ga za eno nadstropje, prej je bil grad nižji, potem so v pritličju uredili delavnice, dnevne prostore, se pravi kuhinjo z jedilnico, skladišče, pisarne. V prvem nadstropju so bile tudi delavnice in potem v drugem nadstropju stanovanja za 300 obsojencev. Delo je bilo glavni element prevzgoje v tem povojnem obdobju, kot sem že omenila prej, je obsojeniška delovna sila kar pripomogla k tem projektom povojne obnove, tam do začetka 50. let. Drugi elementi prevzgoje so bili pa razna predavanja, izobraževanja, tukaj zlasti politične izobraževanja, Ig je imel svojo knjižnico za literaturo, ki so si jo obsojenci lahko izposojali. Imeli so pa na voljo tudi kulturno delo, se pravi, na Igu je bil organiziran orkester, zaporniški pevski zbor, igralska skupina in potem so te skupine nastopale ob pomembnejših državnih praznikih. Taka slika, kot se je meni izoblikovala, je, da je Ig v bistvu, Ižanski grad že takrat skoraj da deloval kot nek samostojen zavod, se pravi vse te dejavnosti je izvajal, kot jih je izvajal ravno tako kazenski zavod v Ljubljani na Miklošičevi cesti. Kaj dosti pa o življenju zapornikov v tem prvem obdobju do konca 40 let ne vemo. Iz poročil izvemo, kako je poslovalo državno elektrokovinsko podjetje Motor. Sicer je bila predvideno je bilo, da bojo večinoma izdelovali elektromotorje, ampak niso imeli ne materiala, ne delovne sile, da bi se s tem ukvarjali, zato so imeli razne delavnice, od mizarske, čularske do ključavničarske, krojaške, slivilske, z vsemi možnimi storitvami so se ukvarjali, upravljali so storitve zlasti za svoj zavod, pa tudi za druge kazenske zavode po Sloveniji, tudi za Ministrstvo za notranje zadeve so upravljali delo oziroma za nekatere uslužbence. Uslužbenci so lahko tam kupovali tudi hrano. Še vedno tudi po obnovi so se pa ukvarjali tudi s težaškimi oziroma gradbenimi deli. Zanimivo je bilo tudi to, da so upravljali tudi računovodska dela za ta podjetja, ker so se podjetja vedno srečevala z pomanjkanjem delovne sile ustrezne in potem so velikokrat uporabili obsojence, ki so bili v bistvu, veliko jih je bilo izobraženih za taka dela. Zanimivo je tudi ta zapis tukaj. Zasledila sem v enem od zapisnikov KLO Ig, da so prosili upravnika za pomoč, ker so rabili urediti eno od krajevnih podjetij in sicer naj pošlje enega od kaznjencev inženirjev, katerih je več na tem posestvu. To so take redke informacije, ki sem jih uspela zvedeti, se pravi, niso jih zaposlovali samo kot fizično delovno silo, ampak kot smo videli v primeru Stanka Dignika, so uporabljali tudi njihovo znanje. Zdaj, januarja 1948 sem še zasledila podatek, je bilo spet okoli 250 obsojencev v podjetju Motor in gradnje Ig in pa še dodatnih 13 na posestvu Ig. V poročilih se malenkost omenjajo tudi stanovanjske razmere. Ena od glavnih težav je bila prehrana, kar je sovpadalo s tistim časom, se pravi, to je posledica nekega splošnega stanja v državi po sporu z Inform birojem in po parih slabih letinah se
država že tako sooča s težavami in seveda je to pomenilo tudi manj hrane za obsojence. Kalorična vrednost je bila celo zapisana, se pravi od 1500 do 1800 kalorij naj bi prejemali obsojenci. To je bilo odvisno od tega, kakšna dela so opravljali. V poročilu je samo zapisano to, da je bila na Igu še slabša prehrana. Kakšna in kako žal ni omenjeno, pa omenjeno je tudi to, da je primanjkovalo postelj in da so bili prostori prenatrpani. Po drugi strani pa iz nekaterih informacij vidimo, da je bilo mogoče na Igu milejši varovalni režim kot v kazenskem zavodu v Ljubljani. Ministrstvo za notranje zadeve oziroma njegova tretja uprava, to je bila uprava za kazenske sankcije, se namreč leta 1949 pritoževala nad tem, da se obsojenci niso držali hišnega reda pri vstajanju, čiščenju prostorov, odhajanju na delo oziroma da so bili prepuščeni sami sebi, se pravi miličniki jih niso nadzirali. In tudi, da so jim miličniki dovolili, da so zjutraj spali dlje, kot je bilo to predpisano v hišnem redu in da se štetje obsojencev ni izvajalo. In pa še eno stvar izvemo, da je podjetje Motor na začetku imelo samo eno zunanje stražarsko mesto in stražarja pri vhodu, ni pa bilo žične ograje in to potrebo so pa zaznali šele takrat, ko so zunaj izven stavbe zgradili livarno, kjer so delali obsojenci in potem so zaznali tudi potrebo, da bi mogli pa žično ograjo narediti. Leta 50 se podjetje Motor, Magna Škofja Loka, se je bolj znano pod tem imenom Motor Škofja Loka, in z njimi se makne tudi večina obsojencev. Na Igu ostanejo samo tisti, ki so delali na kmetijskem posestvu. Tudi če dalje manj podatkov imamo, zaradi tega, ker ni več poročilo o delu podjetja, poročila o delu posestva so pa redka. Nekaj časa je bila na Igu tudi šola za miličnike v začetku 50-ih let. Potem pa leta 1953 zasledimo načrte, da bi kazenski zavod v Ljubljani preselili na Ig. Cela zgodba se je odvijala tako, da v bistvu se je zaključevalo delo na velikih gradbiščih in Gradis, ki je zaposloval veliko obsojeniške sile, je za gradbišče v hidrocentrale Medvode v začetku leta 1953 poslalo upravi kazenskega zavoda v Ljubljani en dopis, ki piše samo to, da ne rabijo več masovne delovne sile, zaradi tega, ker se je spremenil način dela oziroma ker so dela, ki so bila v zaključni fazi, potrebovala drugačno delovno silo in naj prosim čim hitreje odmaknejo te obsojence, da bodo oni lahko tja nastanili redno delovno silo. Seveda kazenski zavod v Ljubljani je bil majhen in takrat se pojavita dve varianti. Eno je, da bi se na Poljanski nasip oziroma Povšetovo, vse te dve stavbi sta bili povezani, da bi se tja preselil zapor, ampak na koncu se je na Ig, se pravi s 1.1.54 KPD Ljubljana neha delovati in nastane KPD Ig pri Ljubljani. Medtem ko v tej stavbi na Miklošičevi še nekaj časa ostane v krajini zapor, stavbo so pa potem postopoma rušili in do konca porušili v začetku 60-ih let, se pravi tam, kjer je zdaj Trdinova, so sprostili prostor, tam je bil prej vhod stranski v zapor. To obdobje, kot sem že omenila, med letoma 54 in 56 je kar naenkrat več informacij o bivalnih razmerah na Igu. Ko se preseli zavod tja, je v zavodu 616 obsojencev. Novembra, se pravi ob koncu leta, se to število malo zmanjša. Bolj je pa pomembno to, da je bilo v bistvu v zavodu malo manj kot 300, se prej smo videli, da so zgradili okoli 300 sob za zapornike, ostali so bili pa na raznih zunanjih deloviščih še vedno in na zunanjih lokacijah. Malo so preuredili tudi
delavnice, še vedno je namreč delo bilo pomemben del prevzgoje, ostale so čevljarna, pletarna, krojaška delavnica, stavbne delavnice, knjigoveznica s prevajalnico, tam so delali vsi te intelektualci, ki so potem pisali, in pa ekonomija je bila posebej. Zdaj v tem času vidimo, se pravi, v sami državi se razmere izboljšujejo, ni več tega najhujšega političnega pritiska in s tem se tudi izboljšajo nekoliko razmere za obsojence. Vidimo, da se je njihova prehrana izboljšala, začeli so jim urejati bivalne prostore, napeljali so vodovodno in električno napeljavo v bivalne prostore, naredili stranišča na izplahovanje, postopno so adaptirali te notranje prostore, ampak še vedno je bil pa zavod prenatrpan, se pravi, so tudi izračunali, da je prišlo na obsojenca 2,7 kvadratnega metra bivalnega prostora, morali biti pa preko 3. Zvemo še, da so se obsojenci lahko vsak dan sprehajali po zaprtem notranjem dvorišču in da je bilo zdaj v domu tudi bolnišnična oskrba urejena, se pravi zdravstvena in zobna ambulanta in ena bolniška soba. Je pa zanimivo tudi to, da je bil honorarni zdravnik zunanji in prihajal enkrat tedensko, medtem ko sta delo bolničarja in zobozdravnika opravljala 2 obsojenca. Tukaj pa samo nekaj odlomkov iz spominske literature, ki pa tudi kažejo, da so se razmere v kazenskem zavodu začele izboljševati, se pravi, kako so bile opremljene s posteljami železnimi, s tekočo vodo, z zaprtim straniščem, drugače kot v Ljubljani, ko je še bila kibla. Se pravi, ko so prihajali iz kazensko-poboljševalnega zavoda, so opisovali, da so prihajali v boljše razmere. Ogromno je bilo duhovnikov, ki so imeli tudi možnost, da darujejo maše in še posebej tisti, ki so delali zunaj na ekonomiji, so mogoče imeli boljše razmere. Tukaj v zadnjem odlomku Marc piše, da jih je sicer na začetku spremljal paznik z brzostrelko, obsojenci so namreč varovali miličniki in dokler se niso spoznali, je bilo tako, potem jih je pa pustil, da so delali po svoje, on je pa lepo se dal v senco in preganjal dolgčas. Moški zapor na Igu ostane zelo kratek čas, 2 leti približno, potem se pa na Ig preselijo ženske. In sicer je bila ta selitev deloma povezana tudi s tem, ker kot se neka delo je še vedno predstavljalo en pomemben faktor prevzgoje in na Igu ni bilo možnosti organizirati bolj intenzivnega dela. Hkrati se v tem času že gradi kazenski zavod na Dobu, obstajala pa že ekonomija na Dobu. Po drugi strani kazenski zavod v Brestanici je bil še v slabšem stanju in so morali ženske preseliti in to se zgodi aprila 1956. Moške so začasno v različne kazenske ustanove preselili, ženske pa pridejo na Ig in so na Igu še danes. V tem obdobju, se pravi od 1956 pa do leta 1967, ki ga jaz nekako obravnavam, vidimo, kako se spreminjajo razmere v zavodu. Po eni strani število obsojenk upada, tukaj vidimo tudi tabelo, v bistvu od začetka od 185 obsojenk pade na 78, se pravi, da se zelo zmanjša v primerjavi s tem, kakšne so bile številke pri moških. Spreminja se tudi njihova struktura, to niso več politične zapornice, v poročilih pišejo, da gre večinoma za ženske, ki so se znašle v socialnih težavah, v družinskih težavah in zaradi tega pač najpogosteje pristale v zaporu. Tudi z tega odlomka je zanimivo, včasih so imeli naročene razne revije, ki so imele literarno vrednost ali pa knjige, zdaj pa ugotavljajo, da tega več ne rabijo, da so ženske raje brale Našo ženo in podobne revije. In so potem rekli, zdaj bomo to ukinili, ne pride več upoštev za te obsojenke, ki so zdaj tu. Prevzgojno delo je bilo od začetka še vedno
Poudarek na delu. So bile obsojenke ravno tako zaposlene v obrtnih delavnicah, so se pa močno spremenile od tega, kar so imele v Brestanici. Postopoma so ukinjali in združevali te delavnice, tako da na koncu ostanejo 3: knjigovezništvo, šiviljstvo in pletarstvo, pri čemer so dajali nekako knjigovezništvu največji pomen, kar je bilo tudi mogoče najlažje za ženske. In pa delo na ekonomiji se mogoče iz vseh tistih panog, ki so včasih bile, ko so opravljali živinorejo in poljedelstvo, preusmeri predvsem na vrtnarstvo, začeli so gojiti sadike in jih prodajati tudi v lokalnem okolju. Postopoma se pa v 60. letih ta pogled na delo kot najvažnejšo obliko prevzgojnega dela spreminja, gre pa to nekako sočasno s tem, ko upada gospodarski pomen dela teh obrtnih delavnic. V 60. letih so te delavnice čedalje manj konkurenčne, zlasti pa potem z gospodarsko reformo leta 65, kar naenkrat ugotovijo, da ne morejo več svojih izdelkov prodati, da niso dovolj kvalitetni, da ne dosegajo več tistih planov, ki so si jih zadali, in zaradi tega se tudi nekoliko pomen dela kot obliko prevzgoje spreminja. Hkrati se spreminjajo pa tudi druge oblike prevzgojnega dela. Zdaj, od začetka seveda imamo še vedno izobraževanja, političnih predavanj je bilo čedalje manj, ker namreč politična predavanja so morali izvajati obsojenci sami in zdaj ni bilo več obsojenk, ki bi lahko ta predavanja izvajale. Še vedno je ostal ogled filmov, ampak tudi to se začne potem spreminjati, ko pride enkrat televizija v zavod. Knjižnica je še vedno na igu, čeprav se pritožujejo, da je čedalje manj zanimanja za knjige. Kulturne dejavnosti so tudi na začetku obstajale, pevski zbor, dramska skupina, celo orkester, ampak tudi to postopoma upada in v 60. letih dodajajo neke nove vsebine in najbolj so obiskane zdaj ročne spretnosti, se pravi obsojenke tam lahko delajo izdelke za svojo družino in jih odnesejo domov. V 60. letih se veča tudi vloga socialnega delavca, sicer zavod je imel na začetku nekaj težav spet z delovno silo, zlasti z vzgojiteljico, ker ne uspejo obdržati ene vzgojiteljice, ampak je delovno mesto kar nekaj časa nezasedeno. Zdaj, socialni delavec pride v zavod ob koncu 50. let, že skozi 60. leta pa vidimo, da socialni delavec čedalje več posveča temu, kako bojo obsojenke, kako jim bojo nudili podporo po izpustu. Se pravi, večina obsojenk je imela težave ali s finančnimi sredstvi, zaradi tega, ker niso imele službe ali pa niso imele stanovanja, kamor bi se lahko vrnile po izpustu. Začenjajo se spreminjati tudi bivanjske razmere, seveda zavod na začetku, ko pridejo ženske, adaptirajo zlasti v tem smislu, da uredijo porodnišnico, bivalne sobe za nosečnice in dojenčke, pa skupaj s tem še pralnico in kopalnico, potem so pa seveda redna beljenja, popravila, adaptacije. Urejena je tudi zavodska bolnica, se pravi, poleg porodnišnice še sobe za splošne bolezni in druge infekcijske bolezni in zdaj imamo, niso več to obsojenci, ki opravljajo dela bolničarja, zdaj je bil bolničar, ki je bil zaposlen v KPDI, honorarno hodita zdravnik in zobozdravnik, kasneje še ginekolog in psihiater. Spreminja se tudi režim prestajanja kazni. Že ob koncu 50. let na Igu ustanovijo dom odprtega tipa. Tole je naslovnica ene diplomske naloge. Gre pa za selekcijo obsojenk za odprti kazenski poboljševalni dom na Igu, ki ga odprejo že leta 57. Ta gospa je kot študentka delala v kazenskem zavodu na Igu in se je ukvarjala s tem vprašanjem. Zdaj,
Jaz nisem točno zasledila, kdaj je ta dom odprtega tipa bil, ampak v začetku 60-ih let nekako se pojavijo poročila, da so se srečevali s prostorskimi težavami in so namesto doma odprtega tipa uvedli pol odprti režim, kar je v bistvu pomenilo tudi večjo svobodo za obsojenke, zlasti za tiste, ki so delale na kmetijskem posestvu, lahko so hodile na delo brez spremstva straže, lahko so se vračale brez spremstva straže, tudi popoldne so imele prosti čas, imele so na voljo 2 tedna, ki so ga lahko preživele, to mi je bilo zanimivo, zato sem tukaj izpostavila, imeli so eno vikend hišico, kjer so lahko ta prosti čas preživljale, oziroma lahko so tja peljale tudi sorodnike, ki so prišli na obisk. Pravi, obiski so bili redno urejeni. Izboljšala se je tudi prehrana, tukaj imamo en primer jedilnega lista, ki je v bistvu za cel teden naprej določen in vidimo, da se začne ta prehrana izpolnjevati, če je bilo v povojnem delu večina prehrane na raznih oblikah, ne vem, juhe, enolončnice in kruha, je tukaj že malo bolj razgibano, je tudi malo več mesa prisotnega. V 60-ih letih tudi vidimo, da imajo obsojenke več možnosti za preživljanje prostega časa. Ugotavljali so namreč, da če morajo delati, pa potem še druge proizvodne dejavnosti opravljati, jim skoraj da zmanjka časa, ki bi ga lahko same sebi posvetile, in sredi 60-ih let jim omogočijo, da čas preživljajo v 2 dnevnih sobah, ki so opremljene z radijem in s televizijo. Na začetku je seveda zavod določal, kaj smejo gledati, potem pa čedalje bolj se pojavlja, da rade gledajo razne glasbene oddaje, spremljajo popevke, se pravi, tako kot v vsakdanjem življenju, tudi v domskem življenju je to pomembno. Leta 60 jim zgradijo bazen, kjer so lahko se kopale, tudi so organizirali en tečaj za tiste, ki niso znale plavati, imele so sicer bolj malo možnosti za kakšne druge športe, neko igrišče za odbojko se omenja, ampak se pravi, zaradi same narave, grajske stavbe in okolja, kaj dosti drugega niso mogle delati. Ampak ja, zanimivo je pa to, da v 60-ih letih se potem čedalje bolj to spreminja in se pravi, jaz sem do leta 67 spremljala te razmere. Z letom 67 potem kazenske ustanove spet pridejo pod Ministrstvo za pravosodje in s tem je zaključen dejansko ta podfond MNZ iz fonda 1267, ki sem ga jaz pregledovala. S tem bi jaz zaključila, pa mogoče se posvetimo še vprašanjem. Zanimivo mi je bilo še ta odlomek. To je bilo iz leta 63. V bistvu že pišejo, da si za ženske želijo sodobnejšo in ustreznejšo poslopje, kjer bi imele možnost, da razvijajo, kjer bi lahko, kako piše, obsojenim ženam dali vse to, kar jim je potrebno, da se lahko vrnejo nazaj v družbo. Zanimivo mi je bilo pa zaradi tega, ker v bistvu še zdaj se ta zavod srečuje s tem, da so v neprimerni grajski stavbi. Najlepša hvala. Hvala za zanimivo predavanje. Ne obstaja natančen popis teh obsojencev z njihovimi izobrazbami, starostjo? Obstajajo osebne mape, ampak jaz tega nisem tega študirala, ker me v bistvu ni zanimal vsak posebej. Drugače pa obstajajo osebne mape, ni pa vedno vse notri zabeleženo, vsaj kolikor sem gledala za ta povojni čas. Sodelavko so izdale eno knjižico Jelki Mrak Dolinar. Tudi ni, recimo, ko je bila poslana na delo na cesto Bratstva in enotnosti, je v eni vrstici omenjeno, drugače pa te
selitve, kje so delali, ni nujno, da je vse to ohranjeno v njihovih osebnih mapah. V katerem arhivu je največ tega vojno? To, kar sem jaz obdelovala, je tukaj v tej hiši v Arhivu Republike Slovenije. Ja. Omenili ste, da so pač še v času moških zapornikov, da so prodajali nekaj izmenjave. Kako pa je bila sicer lokalnim uporabnikom oziroma lokalnim skupnosti, kako pa je bila sicer komunikacija oziroma odziv lokalne skupnosti, da to spremenilo, da je pač so bili tukaj potem zapori? Žal ne vem, zaradi tega, ker jaz sem imela to nesrečo, ko sem začela raziskovati to moje lokalno okolje, da gradivo KLO-IK, občine IK, vseh družbeno-političnih organizacij ni ohranjeno, nikoli ni bilo predano zgodovinskemu arhivu Ljubljana, tako da sem potem brskala po drugih fondih, recimo okraj Ljubljana, okolica, da sem sploh našla kakšne zapise, tako da v bistvu ne vem, kako so bili ljudje zadovoljni. Neke povezave so obstajale že iz tega, kar smo videli, da so prosili zavod, da jim posodi kaznjence. Tudi vem, da so kaznjenci morali zgraditi vodovod zase, pa so potem en vod odstopili tudi vasi IK, ki se je takrat srečevala z težavami, ker ni imela svojega vodovoda. Tako da neke povezave zagotovo so obstajale, se pa zelo malo teh ustnih virov ohranilo, bolj vem od doma. Moja mama je bila takrat še otrok, ampak se spominja, da so recimo gnali na pašo živali in da so bili oblečeni v posebne zaporniške obleke. Tako da prebivalci so jih zagotovo srečevali. Zaradi kakšnih obsodb so bili tam? To je bilo zelo mešano. V tem prvem povojnem obdobju imate tako politične, tiste, ki jih je pač oblast razumela kot politične in kot kriminalne, se pravi, potem, ko ženske pridejo, tudi zaradi razmer v državi se to spreminja in ni več nekih političnih obsojenj. Ampak tako kot iz poročil razvidno, so pač večinoma samo na obsojeni na kriminal. Če se tudi bolj zdaj, kaj je bilo to obdobje, kaj izplačano, če so bili pokriveni oziroma če so bili politični, če so potrebni? To je bolj vprašanje za popravo krivic. Sigurno so vlagali, sigurno, vsaj za duhovnike, vem, ker so o tem tudi pisali, da so bile potem sodbe razveljavljene in to sigurno. Zdaj pa v kakšnem obsegu pa žal jaz nimam podatka. Pa Željačič, vas pa je zdravo za prestanje kazni za povajik. Prav, ker sem prihajala. Se mi zdi zanimive, recimo ta številka se mi zdi izredno zanimiva. 54. leta 616 obsojencev. Ja. A tu govorimo samo na gradu? Ja. Ali govorimo tudi v spodnjem delu, kjer je zdaj odprti? Spodnji del, kolikor jaz vem, je bil v 70-ih letih zgrajen. Kako je, mislim, nepredstavljivo. Ja. Ker zdaj recimo imamo trenutno nekaj čez 90 skupaj s priporom in je huda gneča. Ja. To so zelo nepredstavljive številke, se tudi tisto krivuljo, ko sem pokazala za ta zapor na Miklošičevi, je tudi nepredstavljivo, da je bilo 2000 obsojencev. Poleg tega so bili še priporniki, ki niso v to šteti, pa stavba je bila za 400 ljudi sezidana, ampak v bistvu v tistem času, se pravi do začetka 50-ih let, so ogromno ljudi napotili na zunanja delovna mesta. Poleg Iga je bilo to še, na Slomškovi so gradili dom Narodne milice in upravo Narodne milice, potem Litostroj so gradili, hidrocentralo Medvode, policijsko šolo v Tacnu so gradili. Spali so pa tam? Ja, v bistvu so bili to zaporniki, ki so jih vodili pod KPD Ljubljana in tudi v njihovih, zato je ta Stanko Dimnik mogoče tako izjemen, ker piše celo, da je bil Litostroj poslan, večinoma ne piše, da so bili na zunanja delovišča poslani, ker so jih šteli pač za del KPD Ljubljana.
In so jih tudi v statistiki vodili, se pravi, vse te, ki so jih poslali na X, so jih vodili v statistiki od KPD Ljubljana. Potem pa začnejo, se pravi, proti koncu 40 let jih pošiljati tudi po Jugoslaviji, zlasti kakšna cesta bratstva in enotnosti, pa železniške proge so se gradile in Zaspijo drugi, na deloviščih. Ja, spali so na deloviščih. Kolikor sva sodelavko, ko sva delali to knjigo, ugotavljali, v bistvu ti obsojenci, ki so bili obsojeni na hujše kazni, se pravi 20 let odzema prostosti s prisilnim delom, te so imeli v Ljubljani, v KPD Ljubljana in jih niso pošiljali na zunanja delovišča, tisti, ki so bili pa na nižje kazni obsojeni, so jih pa na zunanja delovišča pošiljali, potem pa od leta 1949 naprej, pa tudi tiste, ki so bili v upravnih postopkih kaznovani. Se pravi, to imamo Informbiro, pa kolektivizacija kmetijstva je s tem povezana. Te so bili pa sploh samo tam na deloviščih. Se pravi, Litostroj, ko so ga gradili, je imel zraven še posebne barake, kjer so spali obsojenci, kjer so bili zastraženi. So bila pa tudi nekatera taborišča znotraj Ljubljane, se pravi Žale, ali pa v Trnovem je bilo eno tako, kjer so pa samo bivali, pa so jih potem po Ljubljani vodili. Tisti, ki so bili na Žalah, so recimo gradili stanovanjske bloke v sosednjem Savskem naselju, tisti, ki so bili v Trnovem, so jih potem vodili, da so gradili inštitute, Kemijski inštitut Jožef Štefan, pa menda tudi pošto, to glavna pošta je bila takrat, zdaj je to poslopje Telekoma na Cigaletovi. Se pravi, ni nujno, da je skozi 616 obsojencev spalo? Ni nujno, ne, da jih je spalo notri, lahko so bili razporejeni na zunanja delovna mesta in so potem tam tudi spali. Imamo pa podatek, koliko je bilo število postelj v tem gradu? Jaz sem zasledila samo ta podatek, da je bilo zgrajeno za okoli 300 obsojencev. Nič pa natančnega, da bi koliko postelj je bilo. Ja. Če bi hotel tako en ljubiteljsko nazaj gledati za kakšnega sorodnika, a ima vsak svojo mapo? Vsak obsojenec je imel svojo mapo, ja. In kaj se not najde? Različni dokumenti so, pretežno so sodbe, če imate srečo, so kakšni zapisniki, potem so prošnje za pomilostitev lahko notri. Zdaj, nekatere osebne mape imajo več ohranjenega gradiva, druge manj. Se prav pridemo enkrat v čitalnico, pa naročimo. Je to tak postopek, ne? Tukaj je še čitalnica. Ni tako enostaven postopek, kot ste si bili predstavljali, ker gre za varovanje osebne podatke. Gradivo, ki je starejše od 75 let, je prosto dostopno, koliko ste rekel, pridete in naročite gradivo za poredne čitalnice, lahko, ne? Če pa je mlajši od tega, od 75 let, pa se določene stvari ne dajo, razen če niste ožji sorodnik, torej, če ni vaš oče, mama, kdorkoli, pač obsojenec, ne morate približiti do teh podatkov, lahko pa se jih anonimizira, kot se reče. No sej, jaz sem v sorodstvu predvsej po vojni, v ožjem sorodstvu dva politična zapornika, ne? Pa pol še naknadno še žena od tistega enega zapornika. Pol so jih skrajšali z 10 na 5, ali pa, ne vem, približno. Veste, jaz sem 41 letnik in takrat 45 leta meni to nič briga. In me zdaj čisto lahla vedovetnost, ne mislim, kaj bojskega, ampak vsem, to so bili ljudje, ki so bili samo zato, ker so na glas povedali, pa so mislili o komunizmu. Pa še to nesrečujemo, da je bil doktor prava, ne. Bil kot, mislim, perspektivno nevalen, ne. Brkat kakšen raden, ne vem, kako šuškaj, ne. Lahko je še nekaj vprašam. Vi uporabljate izraz letnik,
kaznjenec, ne, kako pa zapornikom, mislim, to ne bi bila ustrezna beseda zapornik. Zapornica. Jaz mogoče najrajši jetnik uporabljam zaradi tega čist praktičnega razloga, ker v teh statistikah začetnih niti ni ločeno na obsojence in na preiskovance. Tako da včasih tudi to besedo najdemo v gradivu samem, ne, govorijo, koliko jetnikov je bilo notri. Se pa tam leta 45 je zdaj koliko let? To je odprto, leta 45. To je odprto let. Še nekaj je treba omeniti, če gre za ljudi, ki so pokojni več kot 10 let, je bilo dostopno. Ja, se mogo zdaj pravi, potem lahko pogledate, lahko v primeru, da gre za politične obsojence, nam pa zakon posebej določa, da je ta podatek pa tudi dostopno. Ni pa dostopno, če gre na rekovajih za običajnega kriminalca. Podatek o storitev. Ja, to so, mogoče jaz se bom res kdaj, če se bom ta čas vzel vse v glasu tega vrsta. Bi pa še jaz mogoče imel eno vprašanje, ki sem ravno besedi. Mene bi pa zanimala, kakšna statistika pobegov, ki se iz zapora. Ne prav za ampak skupna statistika, to sva z Matejo uspele najti. Imava tudi tukaj notri v knjigi. Statistika je se pravi za obdobje od 45 do 51. Ampak samo za ižanski zapor, ne? Pa za katerikoli drug? Ne, nisem jih našla, da bi jih posebej vodili. Sicer se da potem v poročilih včasih razbrati, da je kdo všel, ampak pač je to pa treba seštevati, ni pa neke statistike bilo za vsak zavod posebej. Ja, presenetno je tudi podatek o bazenu, za nekaj Ne vem. Moramo povedati, da neki izrazi, recimo, kakor so knjigoveznica, še vedno tu uporabljajo alkoholno, potem vikend še vedno stojite gor, knjižka sicer obsojnke zdaj tiste, ki ima recimo podprti režim, ima podprti režim, hodijo treba, pa tam se malo podružijo. In zdravljen še vedno ta bazen sicer je zaraščen, še notran, tako se vidi, da je tam bil bazen, bazenček. Izrazi so pa res zanimivi, knjigoveznica je še kar kakšen podatek se še kar pojavlja. Ja, knjigoveznica še jaz spomnim, ker kot otroci, ne vem, v osnovni šoli na Igu, recimo, enkrat smo nas peljali v zapor, zaradi tega, ker so tam sestavljali ščipalke ali nekaj takega in smo potem tudi mi to dobili za sestavljati, ampak vem, da je knjigoveznica takrat še delovala. Se pravi, to bi bilo v 80-ih letih. Še zdaj je recimo najbolj atraktivno šport na Igu odbojka. Ja. Imamo na tem omrežju tega, ne isti včasih tam. Tu je ostalo še nekaj te stvari. Ja, zanimivo, ja. To so tudi še ostanki bazena. Ker meni je bil tudi ta podatek eden izmed najbolj zanimivih. Mene pa gleda ta podatek o številu obsojenosti, je tako rapidno padlo v koliko 10 letih. V 10 letih, ja, je zelo padlo. Iz 180 praktično na 78 je zelo velik upad, kljub bazenu. Tukaj ne moram si pomagati, da ne bi še jaz povedal, da po naključju, ki jaz popisujem zdaj kaznilca na Ljubljanskem gradu in pa žensko kaznilco Begunja, ampak čez Avstrijo in se vlečejo paralele, pravzaprav se zelo malo spremenilo v tem času. Imamo pravzaprav enake težave in s hrano, to je najhujš, ker skozi bolijo, da stradajo in bolj prosijo, če lahko tisti, kar zaslužijo en del tega priboljška porabe, da se kupijo nekaj klobaso ali nekaj in se skozi pritožijo, da so kronično lačni. Problem je tudi v tem, da jih je preveč, tako delajo na polju, Litko imamo tudi politične zapornike, ker so imeli dolgi jezik in žal cesarja, mislim, od tega do naslednjih teh kriminalcev. Tako da moram reči, da v teh približno 70-80 letih, če računamo za tisto gradivo iz 80 let ali pa 90 let, pa tole iz 50-60, je paralel precej.
Sem pa hotel eno stvar vprašati, omenili ste duhovnike, da so jih posebej imeli. Ne? Ja. Zdaj, tukaj recimo v času stare Avstrije vladalo neko prepričanje, da je treba ločiti gnile jabolka od zdravih, da ne bo gnile jabolka okužile zdrave. Striktno ločili, recimo v Begunjah so imeli mladoletnice, pa tisti, ki so bile prvič obsojene, politatice pa v nek so bile okorele. Ne? Ker če bile okorele z drugimi, pa bi se ravno ukvarjali, ne? To je ta logika. Ne? Niso smeli ne se pogovarjati samo, ne delati, ne spati, ampak so vse delali ločeno v teh skupinah. Ali je bilo kaj podobnega tudi tukaj? Zasledila sem, da so jih imeli ločene na Žalah. Tam so imeli prav eno svojo barako, kjer so pač imeli tudi malo milejši režim, ker Žale so bile tudi povezane s tem, da so jih mogoče kdaj prisilili, da so podpisali kakšno izjavo, zlasti proti škofu Rožmanu ali kaj takega, da so potem lahko bili tam v milejšem režimu. Na Igu je pa v teh spominski literaturi prvič omenjeno, da so jih zmešali z navadnimi obsojenci. Ne, da niso bili samo duhovniki ločeni, ampak da so se tudi lahko povezvali. Tako da meni je zanimiv v bistvu ta prehod, ko se začne spreminjati, se pravi v 50-ih letih, še zlasti pa v 60-ih letih se ta režim prestajanja kazni res drastično spremeni. In tudi nekje sem brala en članek od Dragana Petrovca, ko omenja logaški eksperiment in potem tudi, da so poskusno tudi na Igu nekaj takega uvedli potem v 70-ih letih. Tako da je čedalje bolj šlo v to smer, da ni bila več stroga prevzgoja, ampak da so se razmere spreminjale. Je pa ta trend upadanja tudi v tistem času, ker je en zapis tam v začetku 20. stoletja, ko se pritožuje pač nek uradnik, da število teh jetnic, konkretno v Begunjah, upada, ker sodišča so začela zelo milo soditi. In pa so take kazni bagatelne za par mesecev, kar je prej za eno tatino leto in pol. In to se pa odvisno tudi od... No, tukaj se tudi vidi v 60-ih letih čedalje krajše kazni, ker se v bistvu se pritožujejo nad tem, da ko mi dobijo obsojenko v zavod, pa jo usposobijo za eno delo, pa že gre na pogojni odpust, pa nimajo več delovne sile. Ne? Zdaj imamo te težave. Mene zanima, ali morda so obstajali podatki opazili, kako je bilo dovolj premalo še po strukturi moške, ženske? Prav po strukturi ne. Mogoče številčno potem malo bolj, ko je to samostojni kazenski zavod, se pravi od leta 54 naprej. Pred tem nimamo nobenih podatkov. Mislim, jaz jih nisem našla, mogoče kje so, ampak vem samo to, da so bili to pripadniki ljudske milice, ki so morali narediti posebne tečaje. Potem šele v 50-ih letih na začetku so bili samo pač pripadniki ljudske milice, ki so stražili vse te kazenske ustanove. Ni bilo tako kot zdaj, ko so pravosodni policisti. Kje so bili pa v tistem obdobju nemški vojni ujetniki? To je pa zanimivo vprašanje, ker se zadnje čase skozi ponavlja, ampak žal ne vem. Mislim, moj oče bil v noseškem podjetju, se pravi leta 48 je nastopil in se spomni nemških vojnih ujetnikov zraven. Ja. Kje so ti bili, kje so ti spadno, se ga bom priliko še vprašal. Jaz sem recimo tudi slišala za Litostroj, da so tudi tam na začetku delali nemški vojni ujetniki, ampak pač to sem brala v literaturi, nisem pa v arhivskem gradivu zaenkrat našla še nobenega podatka, da bi kje bilo kakšno taborišče za te ujetnike, ki so delali. Tiste taborišča, kjer so jih zaprli, preden so jih vrnili v Nemčijo, je dr. Mikola popisal, za te, kjer bi pa bili zaprti te, ki so delali, pa žal ne vem. Ali so eni celo privatno stanovali? Tudi možno. Preden so jim dovoljeli, da zaposlijo. Če nam šlo pokojnina do tega. Še kakšno vprašanje? Če ni bi se še enkrat zahvalil predavateljici, vas pa se skupaj vabim na naslednjo predavanje, ki pa moram prebrati 4. aprila. In sicer bo Matic Batič predaval posegih v kulturno krajino na Primorskem v obdobju 43-44, prav?
Tako prisrčno vam, ki sem na sedo. Predavanje vam še enkrat hvala. Hvala vam.